Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do 3 referendumov je samo še 5 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zločin iz sovraštva. Vlada predlaga, da se zločin, če izhaja iz sovraštva, kaznuje strožje. Če vas torej nekdo sovraži zaradi nečesa, kar ni lastno samo vam, bo dobil višjo kazen. Primer. Sam recimo sovražim spolne predatorje. Če bom priča poskusu spolnega nasilja in bom storilcem ali storilko fizično obračunal, bom s tem vznemiril skupnost spolnih nasilnežev in bom strogo kaznovan. Več o tem pa v naši oddaji danes teden. Sedaj pa se lotimo 42. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali kura brez glave, zakaj Slovenija pelje brezglavo migracijsko politiko. Oblikujemo migracijsko politiko, ki temelji na varni, vključujoči in solidarni družbi, pravi notranja ministrica Tatjana Bobnar. Zakaj Slovenija vodi brezglavo migracijsko politiko, bomo vprašali našega stalnega komentatorja, magistra Bernarda Brščiča. Bernard, toplo pozdravljen. Dober večer. Bernard, predlagam, da pogledava aktualne številke. V prvih 10 mesecih letošnjega leta je slovenska policija zabeležila 21.600 in še nekaj nezakonitih prehodov meje. Samo v zadnjih 24 urah denimo 222. Kako se to navezuje ali pa nasprotuje temu, kar pravi notranja ministrica, namreč, da vodimo oblikujemo migracijsko politiko, ki temelji na varni, vključujoči in solidarni družbi. Izvoli. Gospa ministrica je velemojstrica levičarskega praznoreka, pove ničesar, številke so pa neizprosne. Kot si omenil, 22.000 nezakonitih prehodov, to je 161% povečanje glede na lansko leto. Hkrati ta vlada odpravlja ovire na meji, odpravlja žičnato ograjo, odpravlja ograjne panele, pri čemer je treba vedeti, da je večina slovensko-hrvaške meje fizično nezaščitena. Ljudje mislijo, da je vseh 570 kilometrov meje opremljene s tehničnimi sredstvi, to ne drži. Imamo samo 61 kilometrov žičnate ograje in pa 200 kilometrov panelnih ograj, pri čemer so te panelne ograje v zadnjih 7 letih zelo slabo vzdrževane. Tudi sam sem si večkrat ogledal mejo zlasti v Beli krajini, ne pod Janševo vlado, ne pod sedanjo vlado, ne pod Cerarjevo vlado, ta meja ni bila ustrezno varovana. Te tehnične ovire so nezadostne, moštvo na južni meji je nezadostno, ko gledaš statistike, da je na primer na 25 kilometrov v Beli krajini pride en policist, je popolnoma jasno, da je ta meja nezavarovana in da je govoriti o suverenosti Republike Slovenije, če ne nadzoruješ svojega ozemlja, čista farsa. In v teh razmerah, se pravi, ko že tako ta tehnična sredstva moštvo niso zadostni za obvladovanje nezakonitih migracij, v teh razmerah odpravljati oziroma izvajati dekomisijo žičnate ograje je po mojem meji na norost in me ne čudi ukrepanje italijanske vlade, ukrepanje avstrijske vlade, da Slovenija postaja migrantski kotov. Če pogledaš recimo, da je v istem obdobju v Veliko Britanijo, ki ima približno 30-krat več prebivalcev kot Slovenija, iz Francije je vstopilo 40.000 nezakonitih prebežnikov, v Slovenijo pa
Polovice samo tega, dobra polovica polovica, manj, ja. se zaveš razsežnosti katastrofalne migracijske politike, ki jo vodi naša država. Ampak nekaj mi pojasni, Bernard, če si tako prijazen, ker mi res ni jasno. Zdaj, jaz bi razumel, da ministrica Bobnarjeva govori to, kar govori in očitno tudi vodi pač njen resor za notranje zadeve tako politiko, če bi ona bila, ne vem, bi prišla karikiram, iz inštituta 8. marec na ministersko mesto. Ampak ona je vendarle bila pač namestnica generalnega direktorja policije, bila je generalna direktorica policije, kot vemo, ne, iz javno dostopnih virov, pisala je obrazložitve za to, zakaj Slovenija potrebuje pač panelno ograjo na meji, ne, za kar je tudi šla pač že predprejšnja vlada v razpis, ki ga je potem izvedla Janševa vlada in začela nameščati to panelno ograjo na mesto te nehumane pač žičnate ograje. Zdaj pa ta ista Bobnarjeva kot notranja ministrica govori, ne, mi smo za vključujočo družbo, hkrati pa vidimo, da številke rastejo v nebo. Kako si ti to razlagaš? A je to zaradi tega, ker je pač to bil pogoj, da je prišla na to funkcijo, ali so kakšni drugi razlogi zadaj? V bistvu je čista levičarska praznorek, prazna retorika, signaliziranje kreposti. Jaz ne vem, kaj je to vključujoča družba. A to, da nek Maročan zakolje sredi Ljubljane nekdanjo slovensko vojakinjo, je to vključujoče? Zame ne. Se pravi, gre za prvovrsten varnostni problem, gre za prvovrsten politični problem, ne nazadnje za prvovrsten ekonomski problem. Če pogledaš rebalans letošnjega proračuna, boš ugotovil, da je uradu za oskrbo in integracijo migrantov namenjenih 35 milijonov evrov. Da gledalcem pojasnim rede velikosti. Recimo, kabinet predsednika vlade ima postavko 2 milijona evrov. Recimo Slovenska akademija znanosti 4 milijone, medtem ko za migrante damo samo na eksplicitni postavki urada za integracijo in oskrbo migrantov 40 milijonov, pri čemer je pri drugih ministrstvih, če po pravilu zidarskega pavca ocenim, da so dejanski stroški približno 70 milijonov evrov, boš ugotovil, da je to velik ekonomski problem. Ne vem, kaj, a dobimo mi od teh migrantov za 20-krat več od Slovenske akademije znanosti. Če pogledaš, ne moremo si privoščiti dolgotrajne oskrbe slovenskih upokojencev, ki so desetletja vplačevali prispevke, bodo ostali brez dolgotrajne oskrbe, zato da financiramo oziroma se gremo signaliziranje kreposti. 80 milijonov evrov mislim, da je pretiran znesek. Se strinjam, ampak nedoslednosti se tu ne končajo. Imamo tudi zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki pravi, ko si že ravno omenil prej, migrantski žep. Slovenija ne noče postati migrantski žep, zato bo uvedla ob vstopu Hrvaške v Schengen kontrolo na meji, kar je nenavadno, ker hkrati pa odstranjujemo pač panelno ograjo z meje. Zdaj, par dni kasneje pa si je ministrica Fajonova premislila, pa rekla, da ni nobenih razlogov za to, da bi Slovenija uvedla pač nadzor na meji po vstopu Hrvaške v Schengen, da pa to lahko stori, če bo tako želela. Zdaj, jaz tu ne vidim logike, Bernard. Po en stran pač pravimo, mi smo vključujoča družba, se pravi, pridite vsi, ki si k nam želite prideti, številke vidimo naraščajo, po uradnih podatkih policije, tehnične ovire se odstranjujejo, zunanja ministrica enkrat pravi, bomo uvedli nadzor na meji, drugič pravi, ni razloga, da bi uvedli nadzor na meji. To ne kaže, da imamo neko koherentno politiko, Ti praviš, pač to je stvar ideologije, ampak se bo spomnila, vse smo imeli že pač vlado istega ideološkega predznaka, vlado Mira Cerarja, ki pa je recimo ob podobnih trendih, takrat so kasneje postali seveda še hujši, drugače odreagirala. A misliš, da je zdaj ta ideologija pač toliko močna, ali samo vladajoči toliko sami sebi verjamejo, da pač ne znajo drugače? No, če te spomnim na leto 2015, res je sicer, da je Miro Cerar z stisnjenimi zobmi ustvaril to Potemkinovo vas panelnih ograj in nekaj žičnate, 60 km žičnate ograje, ampak dejansko je njegova vlada oziroma v času njegove vlade Slovenijo nekaznovano prečilo 531 tisoč
večinoma muslimanskih nezakonitih migrantov, ki so jih lepo poslali v Avstrijo in njihovo ciljno državo Nemčijo. Se pravi, je bil takrat del te vilkomerske kulture. Jaz sem prepričan, da je bila celo ta fizična ovire, ki so trenutno bolj ali manj Potemkinova vas. Jaz sem prepričan, da bi se morali zgledovati bodisi po Saudski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Izraelu, ki dokazujejo, da fizične ovire delujejo. Recimo Saudska Arabija je pred 2 letoma zgradila zelo lep infrastrukturni objekt na meji z Irakom, bratsko, tako rekoč arabsko republiko, 700 kilometrov super zaščitene meje in ki je ne more prestopiti niti ptica ne. Podobno velja v Izraelu, njihovo obvladovanje palestinskega problema z 7-metrskim betonskim zidom deluje, tako da jaz te retorike teh levičarskih protagonistov na Ministrstvu za notranje zadeve preprosto ne razumem, ker ni osnovano na dejstvih. Fizične ovire delujejo. Delujejo dejansko in delujejo odvračalno. Če ti signaliziraš tem nevladnim organizacijam, da imaš popolnoma permisivno migracijsko politiko, ki je podprta z obilnimi socialnimi transferji, z tako rekoč namestitvijo hotelskega tipa 3 zvezdic plus, potem ustvarjaš razmere, da privabljaš migrante. Zakaj, na primer, se je uveljavila ta balkanska pot preko Srbije? Mimogrede, ko si na začetku omenil eksote, kot so Burundčani ali Indijci, ne? To je potrebno pripisati gospodu predsedniku Srbije Vučiću, ki ima izjemno liberalen vizumski režim do teh držav tretjega sveta in je recimo beograjsko letališče Surčin vstopna točka za celo vrsto migrantov, ki potem z lahkoto seveda prečijo srbsko-hrvaško mejo in nadaljujejo potem pot proti Sloveniji. Zdaj, Bogu hvala, za večino teh tretjesvetnih migrantov Slovenija ni ciljna država, ampak tisto, kar se bo slej ali prej zgodilo, je, da postajamo migrantski kotel, ker Avstrijci seveda ne izvajajo več te vilkomerske politike, kot je bila uveljavljena za časa vladavine nemške kanclerke Merklove. No in ravno o tem bova govorila še v nadaljevanju oddaje, tako da ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj Slovenija vodi brezglavo migracijsko politiko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator, magister Bernard Brščič, pogovarjava pa se o tem, zakaj Slovenija vodi brezglavo migracijsko politiko. Bernard, nekje je treba biti iskren, ne? Ko smo se pogovarjali v naši oddaji o ilegalnih prehodih meje, kakšno leto pa pol nazaj, ko je bila še vlada Janeza Janše, ne, si tudi ti opozarjal, da recimo nadzor na meji ni tak, kot bi moral biti. Konkretno na malo obmejnih prehodih, ne, praktično te pač zapornice, ki so tam, niso bile niti zaklenjene, ponekod so bile celo dvignjene. Res pa je, da takrat vlada ni dajala pač teh nekih sporočil, kako bo Slovenija pač odstranila vse ovire na meji in tako naprej. Zgleda, ne, da se ta
ta novica o tem, da pač tukaj nadzora ni več, zelo hitro razširi, ne? Ker praktično takoj potem, ko je nastopila vlada Roberta Goloba in rekla, da bo odstranila vse tehnične ovire na meji do konca leta, mimo grede ta rok se zdaj že hitro bliža, pa ne vem, če so že kaj blizu izpolnitve tega cilja, takrat se je začelo skokovito naraščati spet število nezakonitih prehodov meje, ne? Ja, gre za neposredno povabilo, ki ga prenesejo nevladne organizacije, ki so pomagale gospodu Golobu zasesti premierski stolček. Indeksi so tu neizprosni. Če letos se število nezakonitih prehodov povečalo za 161%, pa ob tem, da je gospod Golob decidirano rekel, da Slovenija spreminja politiko in da so te nezakoniti migranti tako rekoč dobrodošli, da potrebujejo topel sprejem. Jaz to razumem kot povabilo in njegovi prijateljčki iz inštituta 8. marec pa iz Mirovnega inštituta so to po svoji mreži v Bosni, na Hrvaškem to sporočilo zelo dobro posredovali, da je Slovenija tako rekoč odprla meje in rezultati so tukaj. 161% porast je rezultat dela Golobčkov, ne Janeza Janše. Jaz ne zagovarjam Janše, ker je bila tudi njegova migracijska politika porazna, tako do nezakonitih kot zakonitih migracij, ampak on je vsaj ohranil neko retoriko tega, da da je meje potrebno varovati, če ravno so, kot sem se sam leta 2021 v Beli krajini prepričal, kar so me opozorili prebivalci obmejnih območij, da je bilo varovanje katastrofalno. In sem tudi sam videl, da je bila obmejna ograja podrta, da so bile zapornice na 2 maloobmejnih prehodih dvignjene brez kakršnekoli navzočnosti moštva policije. Tako da nasplošno bi rekel, da ne levica, ne psevdodesnica v Sloveniji suverenosti Republike Slovenije ne jemlje resno in da bo to državo vzel vrag, da bo potrebno parafrazirati misel dr. Jožeta Pučnika, ko je rekel, Jugoslavije ni več. Jaz mislim, da bo kmalu napočil čas, ko bomo morali zavzdihniti, Slovenije ni več, pa ne samo zaradi nezakonitih migracij. Jaz trdim, da je pravzaprav glavni problem Slovenije ne nezakonite migracije, ampak zakonite migracije. Ker če boš pogledal, naprimer, kaj spreminja radikalno nacionalno strukturo Slovenije, to niso nezakonite migracije. Ne trdim, da afrikanizacija pa arabizacija Slovenije ni problem. Je, seveda, klanje po slovenskih mestih, nasilna dejanja teh nezakonitih migrantov so problem. Tudi nedopustno se mi zdi, recimo 35. člen Zakona o mednarodni zaščiti, ki predvideva, da nezakonit vstop v državo sploh ni nezakonit, vkolikor ta nezakoniti migrant takoj zaprosi za mednarodno zaščito. Zame čista norost. Jaz, če bom prečil naprimer hrvaško mejo brez osebnega dokumenta, bom kaznovan prekrškovno. Če bom to izvedel zunaj prehoda, mi celo grozi zaporna kazen. Medtem ko so migranti očitno prvorazredni državljani. Meni se je vedno zdelo nekaj nezamisljivega, če imaš ti poštene namene in iščeš azil, boš za azil zaprosil na mejnem prehodu. Ne pa, da prvi stik s tvojo državo, v narekovajih gostiteljico, je kršenje njenih zakonov, njene
teritorijalne suverenosti. Zame je, na primer, nezakonit prehod državne meje primerljiv vlomu v stanovanje. Ampak kot rečeno, to je ena dimenzija, se pravi nezakonite migracije. Res je sicer 21.000 je ogromna številka, ampak k sreči se večina teh nekako izmuzne v Italijo in v Avstrijo, ker, pazi, 21.000 ljudi oskrbeti je logistični problem za Slovenijo. Tu ne govorim samo o financah, o tej postavki Urada za oskrbo in integracijo migrantov sva že govorila, da gre za seveda velika finančna sredstva, ampak da čisto fizično je to pomeni, pazi, 20.000 ljudi, to je pa tam neko novo mesto ljudi. Ne? In zdaj, če potem računaš še zakonite migracije, ki so pa po mojem glavni problem, ki ga morava tudi danes nasloviti, kjer je pa neto pritok recimo v obdobju 2004 do 2008 se povečal od slabih 10.000 na 20.000, potem je v gospodarski krizi oziroma v vladah Mira Cerarja to spet nekoliko upadlo in v zadnjem času spet v zadnjih 3 letih enormno narašča, da praktično iz območja nekdanje Jugoslavije, zlasti tu prednjači Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija, dobivamo vsako leto tako rekoč po 25.000 prebivalcev z stalnim prebivališčem. Pazi, to pa niso več heci, ker kle gre pa zdaj za stalne prebivalce, ki povzročajo velik pritisk na zdravstveni sistem, na šolski sistem, na socialne transferje, na stanovanja. Tako da recimo od teh negativnih eksternalij, teh zakonitih migracij, zakaj se najemnine profitne tako enormno dražijo, recimo v Ljubljani? Ja, zaradi tega, ker če vsako leto pride po 25.000 ljudi, te ljudje je potrebno nekje nastaniti. Ne? Se pravi, da migracije imajo posledice in sam kot ekonomist se z glavnim tokom ekonomske misli ne strinjam, da so vse migracije koristne. Ni res. Te migracije, s katerimi imamo mi opravka v Sloveniji, so za Slovenijo škodljive, razvojno škodljive. Zakaj? Zaradi tega, ker če boš pogledal teh 25.000 Kosobrinov oziroma Kosovarjev, pa Srbov, pa bosenskih Bošnjakov, boš ugotovil, da je 80% nekvalificirane delovne sile. Hkrati imamo mi neko ministrstvo za digitalizacijo, govorimo o družbi znanja. Kakšna družba znanja z uvažanjem nekvalificirane delovne sile? Ja, če greva še za hip nazaj na ovire na meji, ne? Ti si omenil v prvem delu oddaje, zgledujemo se po Saudski Arabiji, pa po Izraelu, imajo zid in to deluje. Ampak vendarle, Bernard, Slovenija je članica Evropske unije, smo v šengenskem sistemu, zdaj čakamo, da bo tudi sosednja Hrvaška vstopila v šengenski sistem. Je sploh realno v teh okoliščinah in v tem našem okolju pač na tak način preprečevati nezakonite prehode meje, se pravi, da se pač mejo naredi neprepustno. Ne? Sam si tudi omenil v prvem delu oddaje, že s postavljanjem ograje so bili križi in težave, zdaj recimo ograjo tudi odstranjujemo. Je realno, da bi pač neka evropska država na tak način mejo zaščitila? Realno je, če obstaja pripravljenost. Jaz v Sloveniji ne vidim, ne pri levici, ne pri psevdodesnici, pripravljenosti zavarovati suverenost. Ne sprejmem pa teze, da se meje ne da zavarovati, ker Izrael je dokaz, da se jo da. Saudska Arabija je dokaz, da se jo da, če se hoče. Če se pa noče, se pa seveda ne da. Če ti misliš, da je možno mejo varovati z enim policajem na 25 kilometrov, pa z neko luknjičasto panelno ograjo, se ne da. In se tudi sprašujem, kakšen smisel ima spuščati
Hrvaško, ki ima bistveno bolj porozno in problematično mejo. Če ti pogledaš geografski položaj Hrvaške, je bistveno bolj zapleten, njihova meja z Bosno in Hercegovino je izjemno problematična z vidika varovanja, tako da po mojem mnenju se bodo zdaj problemi z 1. januarjem samo še zaostrili. Jaz sem se čudil tej lahkotnosti slovenske zunanje politike, ki ni blokirala Hrvaške na poti v Schengen, da zdaj to jemljajo kot panacejo, kakor češ, mi se bomo zdaj znebili tega problema. Ne, Hrvaška, to, da imamo mi tak vdor teh nezakonitih migrantov, je seveda posledica tudi tega, da Hrvaška svoje meje ne obvladuje in je ne bo obvladovala tudi po 1. januarju, tako da jaz sem prepričan, da s tem se ne bo rešilo čisto nič in da edina rešitev bi bila politična odločitev, da resno jemljemo suverenost svoje države. Jaz mislim, da Slovenija enostavno ni suverena država, ker ne nadzira vstopa v državo. Ampak vsaj v tej točki, Bernard, da naj bi bil vstop Hrvaške v Schengen v slovenskem strateškem, da ne rečem celo nacionalnem interesu, si pa vse barve vlad so si edine. Tako Janševa vlada, kot recimo zdaj vlada Roberta Goloba, ta vstop močno podpirata. Zakaj, če pa ti praviš, recimo, da to prinaša nam samo dodatne težave in praktično nobenih koristi? Ja, saj če pogledaš zgodovino slovensko-hrvaških odnosov, je to ena sama katastrofa. Gre za 30 let popolnega defetizma. Se pravi, od vprašanja jedrske elektrarne, nekdanjih varčevalcev Ljubljanske banke, mejnega sporazuma, zdaj še zadnji adut, to je veto na vstop Hrvaške v Schengen, nismo izkoristili. Dejansko slovenska zunanja politika oziroma politika kot celote, po mojem, ne uresničuje slovenskih nacionalnih interesov. Dejansko smo v bistvu v celoti pogrnili napram Hrvaški. Zakaj je to? Zakaj praktično ni razlike med našimi levičarji in psevdodesničarji? Ne vem, jaz tega preprosto ne razumem, te servilnosti, ne Janše, ne Fajonove, ne Goloba napram Hrvaški, ker sigurno ni v našem interesu, da bomo zdaj imeli še 3-krat bolj porozno mejo in se zanašali, da nam bojo Hrvati zdaj posredno varovali našo južno mejo. I don't think so. Mislim, to je šala desetletja. To se ne bo zgodilo in lahko ti povem, da se nam obeta problem migrantskega žepa v Sloveniji, ker avstrijsko mejo na Karavankah je možno bistveno lažje zavarovati, italijanska je tako in tako razmeroma kratka in glede na politično pripravljenost v Italiji strani novoizvoljene premijerke Melonijeve, jaz mislim, da bodo tam zelo na trdo nastopili, kar pomeni, da tega odtekanja teh nezakonitih migrantov, ko so praktično se preoblekli, očedili, napojili, najedli v Postojni, Logatcu in potem pot nadaljevali v Italijo in Avstrijo, tega bo konec, kar pomeni, da bomo, če ti dnevno dobiš 200 nezakonitih migrantov, pa to je nacionalna katastrofa, pri nas bi morali goreti rdeče luči, alarm, ampak orkester igra, ladja tone. Jaz moram reči, da sem nad Slovenci tako in tako v obupu, ker mislim, da smo mi v 30 letih slovensko državo absolutno zaigrali, ker če pogledaš posledice, kaj poslušamo, naprimer tako strani psevdodesnice kot levice, da kako mi migrante pravzaprav potrebujemo. Zadnjič sem poslušal neko gospo v narekovajih iz Svobode v Državnem zboru, ki je umovala, da prihajajo te
nezakoniti migranti pa te zakoniti migranti reševati naš pokojninski sistem. Ja, Aljuš, sveta preproščina. Pa Arabci, pa Afričani, pa neki Kosobrini ne prihajajo k nam reševati našega pokojninskega sistema. Oni prihajajo uničevati našo socialno državo. Zakaj? Ker so dejansko socialni turisti. Mislim, to je problem, ki ga moramo nasloviti, da ti ne moreš imeti socialne države in odprtih mej. Moraš se odločiti, ali boš imel odprte meje pa ukiniti socialno državo, ne more pa biti slovenska socialna država praktično gostiti celotnega Balkana, Pakistancev, Alžircev, Maročanov, Burundicov, Kongožanov, skratka celega tretjega sveta. Pa mi smo v bistvu revna država, ne moramo sejati neke pseudo altruizma, ko nam praktično upokojenci životarijo, ko ni volje za vzpostavitev dolgotrajne oskrbe. In to govoriti, da rešujejo te migranti naš pokojninski sistem. Veš, jaz si ne obetam svoje pokojnine od nekih nekvalificiranih šiptarjev. Gotovo, da ne. Ja, ampak vidimo pa, ne, da če smo bili še do pred kratkim navajeni, recimo, da je Madžarska veljala za nekega grdega račka, ne, posebej te v naši okolici, glede pač te migracijske politike. Vidimo, da se zdaj stvari rapidno spreminjajo. Pred kratkim je bil sestanek avstrijskega kanclerja, madžarskega predsednika Orbana in pa predsednika Srbije Vučića, kjer so se te tri države dogovorile, da bodo sodelovale pri oblikovanju svoje migracijske politike. Ne. Zdaj Slovenija je tu manjkala, Bernard. Kakšno je tvoje mnenje? Bi mogla Slovenija si prizadevati, da bi se vključila v ta klub teh treh držav, da bi tudi mi sodelovali pri oblikovanju neke skupne migracijske politike? Ne? Ker če so migranti skupen problem, kar vidimo, da so, ker so te vzročno-posledične zveze so jasne, ne? Vsi smo del neke verige, potem bi verjetno bilo v našem interesu, da mi tudi sodelujemo. Ali se motim? Gotovo, zlasti glede preprečevanja nezakonitih migracij je po mojem z okoliškimi državami nujno sodelovati, tako da to ni dobro, da nismo del tega procesa, ampak mislim, da še prej potrebno opraviti razmislek, v kakšni državi mi želimo živeti. Kako razumemo 3. člen slovenske ustave, da je Slovenija sicer država državljank in državljanov, ampak ustanovljena na podlagi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. Jaz trdim, da je Slovenija ima smisel samo kot država Slovencev, kot nacionalna država. Mi smo pa v 30 letih dejansko zakockali to državo, ker če se ti sprehajaš danes po Tivoliju, ali pa bog ne dej, da greš v Slovensko Bistrico, ali pa v Kranj, pa to misliš, da si prišel tam v Gnilane. Razumeš, to je Albanija številka 5. To so problemi, s katerimi bi se morali ukvarjati, da praktično Slovenije ni več, da bomo počasi postali Slovenci manjšina in da to ni samo posledica nezakonitih migracij, ampak v bistvu posledica v celoti zgrešene razvojne politike na področju migracij v 3 desetletjih. In tu recimo jaz prst ne usmerjam samo v levico, ki je dejansko mentalno retardirana in ne dejansko črti slovenski narod in načrtuje nadomestitev Slovencev z Šiptarji, Bosanci, Srbi, Afričani, Arabci. Pač to je ta levičarski internacionalizem. Ne razumem pa psevdodesničarjev, ki, če roko na srce, ko gledaš podatke, kdaj je prišlo v Slovenijo največ Šiptarjev, pa to jih je prišlo v obdobju 2004-2008, pa v zadnjih 3 letih. Se pravi, da je tudi to neka kvazi domoljubna politika psevdodesnice, v bistvu ena velika prevara, ki temelji na enem, če mene vprašaš, zgrešenem razvojnem modelu. Češ, ja,
Zato je prišlo toliko, bom rekel, migracij iz Balkana, zaradi tega, ker je bila gospodarska rast v obdobju Janševih vlad največja. Ampak kaj ima pa Slovenec od tega? Ja. Nič. In je cel model, če bi celovito pogledal, kakšni so ekonomski učinki teh migracij, bi ugotovil, da je neto učinek negativen. Če v državo prihajajo migranti, ki so v 80% nekvalificirani, to pomeni, da imajo zelo nizek človeški kapital, lahko celo negativen socialni kapital, kar pomeni, da na koncu dneva več počrpajo iz države in so recept, da se bo ta socialna slovenska država sesula sama vase. In nekdo, ki nasprotuje socialni državi, bi kot cinik lahko rekel, dajmo še več teh Balkancev uvoziti, zato da se bo socialna država sesula. Milton Friedman, dobitnik spominske Nobelove nagrade za ekonomijo, je bil tu decidiran. Ne moreš imeti odprtih mej in socialne države. Ne more slovenski davkoplačevalec financirati vseh tretjesvetnih migrantov. Ja, ampak Bernard, glede na to, kot si tudi sam omenil, saj albanska skupnost v Sloveniji, kolikor vem, pred vsakimi volitvami v bistvu podpre SDS. To, kar ti praviš, se zdi bolj kot ne glas vpijočega v puščavi. Zgleda, da je saj glede zakonitih migracij v Sloveniji obstaja neko pač soglasje, ne bom rekel popolno, ampak vendarle visoko soglasje vseh političnih strank. Ja, žal, ker gre za ta globalistični pogled, ki je izrazito pristran, ker ne vključuje vseh ekonomskih dejavnikov, ne vključuje, kaj pomeni z vidika socialnih transferjev, da praktično vsi te ekonomski migranti, recimo, če ti neki šiptarski mešalci betona pa betonerji delajo za 700, pa menda ne misliš, da delajo za 700 evrov. Ekonomski model je popolnoma jasen. Pripelje družino, jih obesi na zdravstveno zavarovanje, na socialne transferje 5 otrok, dobi od države 1400 evrov plus tistih 700 evrov minimalne plače plus še 300 evrov počez od svojega gospodarja v gotovini in kar naenkrat razpolaga z 2500 evri. Zdaj te pa jaz vprašam, kje je pa kle za Slovenca računica? Za podjetnike, gradbene, je to seveda Eldorado. Ampak, če gledaš pa razdelitvene učinke, boš pa ugotovil, da takšna migracijska politika, ki temelji na uvažanju nekvalificirane delovne sile, je absolutno katastrofa. Da ne govorim, kakšen depresiven učinek ima na plače, da praktično onemogoča tehnološki preboj, ker spodbuja delovno intenzivne panoge, onemogoča nadomeščanje dela in kapitala. Skratka, gre za popolnoma zgrešen razvojni pogled in tu se mi zdi tisto, kar si sam izpostavil, da psevdodesnica in levica praktično vidita rešitev slovenskega demografskega problema z nadomestitvijo. Kakšne velike razlike jaz žal med tem ne vidim in mislim, da bo lahko zadnji Slovenc kmalu ugasnil luč, ker ta država, če mene vprašaš, nima popolnoma nobene perspektive s tem, da bomo... Jaz ti povem, Aljuš, jaz ne razumem, zakaj smo se mi osamosvojili leta 1991, ker smo imeli dosti Jugoslavije. Zato, da leta 2022 Slovenija postaja Jugoslavija. Če pogledaš Ljubljano, Ljubljana ni več slovensko mesto. Jugonostalgija je zmeraj bila močna pri nas, ampak če zaključimo, gledalke, gledalci, če mislite, da imamo politiko kot kura brez glave, potem očitno niste edini. Magister Bernard Bršič, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši oddaji.
To je bil o tem, kakšna je naša migracijska politika, že 798. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali ideologijo feminizma in LGBTQA+ v slovenski politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.